Dober dan, lepo pozdravljeni na današnji novinarski konferenci, ki jo Slovenska matica gosti. Kot vedno poudarjam, smo zelo veseli, da lahko na Slovenski matici v živo, torej z dogodki izpričujemo, da se je Slovenska matica vedno zavedala in zavzemala za to, da ko govorimo o slovenski kulturi, govorimo o enotnem slovenskem kulturnem prostoru, govorimo o Slovencih v zamejstvu, po svetu in torej o vsem, ki pričujejo v slovenščini, ki razmišljajo v slovenščini in seveda, ki to slovenščino in slovensko književnost promovirajo tudi v mednarodnih drugih jezikih. In prav danes je pred nami taka knjiga, ki ste jo skupaj založili, založba Mladika in Mohorjeva založba iz Celovca, knjiga Marija Čuka, Ale Fugger Liebe, Vse gube ljubezni, zbirka poezije, ki je na temo ljubezni vse premalo prisotna, bi rekla, v sodobnem pesniškem diskurzu, čeprav jo tako zelo potrebujemo. In upajmo, da bo tudi s tem dogodkom voljo do moči v našem prostoru in času zamenjala volja do življenja, ki je ena sama ljubezen. Izvolite, beseda je vaša, dobrodošli in hvala, da ste prišli na Slovensko matico. Najlepša hvala, dr. Ignacij Fridl, za te lepe uvodne besede, pa tudi za gostoljubje, katerega smo vedno deležni na matici in da nas vedno radi sprejme tako v Ljubljani želimo predstaviti oziroma prinesti nekaj krsta, nekaj našega tržaškega prostora. Torej, danes predstavljamo pesniško zbirko Marija Čuka, kot je prepovedeno, Vse gube ljubezni, Ale Fugger Liebe, pesmi, ki smo jih izdali skupaj z Celovško Mohorjevo družbo in lepo pozdravljam tudi gospoda Hansa Filipiča z Mohorjeve, ki je kljub snežnim razmeram prišel sem. No, sam, če lahko dve uvodne besedi poveste. Ja, no, jaz sem se odločil za to, da pridem, ker sem mislil, da bo tudi Bojs Ofris lahko prišel, ker je tako znamenito v snegu, da imam in da v Odnu, oziroma v Slovenjem Predlogu, meter in pol snega in mora ostati doma, ker pridejo gasilci, da mu bodo odkidali streho, da se ne bo hiša podrla. Ja, tudi pri nas na Nevšem Jakobu je 80 cm, sem šel v trest prevesa, sem se povezal skoraj do bokov, tako sneg. Čisto nekaj drugega, če ti še vzdahnem, vidiš, da je zeleno. No, vsekakor kljub temu sem vesel, da sem lahko prišel. Ja, seveda, gospod Marija Čuk ima veliko stikov tudi s Koroško, z Avstrijo in smo tudi zaradi tega se odločili, da bomo založili to knjigo in seveda malo tudi v pogledu na to, da bo Slovenija častna gostja v Frankfurtu, da tudi poskrbimo za distribucijo, ker jo imamo v nemško govorečem prostoru, tako v Avstriji kot tudi v Nemčiji, tako da bo knjiga dobavljiva za tako rečem v vseh knjigarnah v Avstriji in v glavnem tudi v južnem delu Nemčije. Seveda pa tudi v drugih predelih, ker bo pač možno, da jo ljudje tudi naročijo v nemško govorečem prostoru. Ja, no, hvala lepa za ta tako zanimiva pojasnila, tudi glede dobavljivosti knjige, ker seveda za nas ni bilo lahko prebrati tako izdajo, ker nemškega jezika ne poznamo, smo se zato zanesli na prevajalce. Nagijo malo popravil, celo tečaj sem napravil nemščine, da zvem Guten Tag.
No, zato smo tako smo zaupali prevod Horstu Ogrisu, novinarju, esejistu, tudi sam je bil v mladih letih pesnik, izdal kar nekaj pesniških zbirk, ki je te pesmi zlil v nemški jezik, potem pa je še Marjeta Vakovnik jezikovno pregledala celoto. Kaj prinaša ta pesniška zbirka? Torej, sestavljena je iz 2 delov, iz izbora že objavljenih pesmi, sicer v zbirki Ko na jeziku kopni sneg iz leta 2014 in iz novih še neobjavljenih pesmi. Zelo lepa je, ko smo jo dobili iz tiskarne, smo se je razveselili, čeprav je kar nekaj časa trajala priprava in izdaja knjige, več poskusov, več dogovarjanj tudi z grafičnega vidika, potem pa smo se odločili za tole zunanjo podobo, ki se nam zdi zelo taka prikupna. No, na kratko vsebini, sicer bo potem Mariču kaj več povedal. Zbirka je sestavljena iz 2 delov, čeprav recimo vodilna tema, če na kratko povem, je v zbirki eksistencialna. Torej, avtor, pesnik Maričuk se sprašuje o obstoju človeka, o njegovi nemoči, o njegovem bivanju v razkrojenem svetu. Veliko razmišlja o času, zaveda se o minljivosti časa, o spreminjanju in tudi avtor spremlja besede. Akademik profesor Boris Paterno poudari, da Maričuk sodobno človekovo bivanjsko dramo dojema in doživlja čisto osebno, skozi življenjsko izkušnjo samo, ki jo predstavljajo narava, družba in posameznik. Torej vsi tri elementi, veliko je narave, veliko je tega razmišljanja o družbi, o vlogi človeka v družbi in potem seveda o tem monologu o človeku, veliko je tega človeka kot posameznika. Vsekakor ob eksistencialni tematiki sta v zbirki še 2 tematski območji, ki označujeta Čukovo poezijo, in sicer, kot sem pravkar povedala, družbeno-kritična, človek v družbi, človek v svetu in seveda ljubezenska. Avtor ta območja posreduje z njemu značilno izvirno pesniško govorico, z širokim slogovnim razponom, kateremu ni tuja razpetost in konfliktualnost. Hermetizma ni v Čukovi poeziji, bralca običajno nagovarja zelo posredno, zelo plastično, nekako z bralcem ustvarja nekakšen dialog, zato tudi uporablja zelo izvirno metaforiko, zelo nazorne podobe, išče zelo drzne, povedne izzive. Včasih tudi njegovo besedišče ujame mrak, ker se lirski subjekt zaveda, kot sem povedala, minljivosti oziroma začasnosti naše eksistence, vendar nikoli ne zapade v neko turobnost, v neko nemoč, ne preda se nesmislu, ampak se dejansko enostavno zaveda, da je življenje gibljivo, spreminjajoče in ravno tako njegov jezik, njegov slog zelo gibljiv in spreminjajoč. Kaj bi zdaj biti rada nagovorila, čeprav še s kratkim uvodom. V drugem delu zbirke, v katerem dejansko so zbrane novejše pesmi, ki so nastale v zadnjih 3 letih, si pesmi vzamejo več prostora. Recimo razliko med prvim in drugim delom pesmi je tudi grafično, se zelo vidi
se dobro vidi, lahko opazimo, da to so krajši verziji, medtem ko se v drugem delu verzij se razširijo, podaljšajo. Tako se razširi tudi geografsko območje, v katerem se pesnik giblje. Torej, če v prvem delu recimo se pesmi vežejo v glavnem na Trst, kar je tako družbeno kritični, v drugem delu se ta prostor poveča. V teh pesmih začutimo neko gibanje, premikanje, iskanje, ki je prisotno tudi v samih naslovih pesmi, ker so v glavnem vse nekakšne poti. Poti nad grebem, pot do Pomiritve, pot od Trsta do Ljubljane, pot od Trsta do Gorice, pot do Soline, na vrhu gore so take fizične poti, kot tudi neke domišljijske poti. Prostor, v katerem se giblje recimo Trst, Gorica, Ljubljana, Celovec, to je tisti zgodovinski prostor, kjer je zgodovinsko prisotna slovenska narodna skupnost, torej vedno ta narodni element je zelo, zelo pomemben. Vendar te pesmi iz drugega razdelka, v njih se zrcalijo tile premiki. Tile premiki pa so hkrati tudi poti po kartografiji duše in srca. Zato... Zdaj bi moral jaz. Ja, zdaj bi moral ti, ker bi tole vzporednost nekako, če bi... Ker mi je v avtu rekla, ko rečem besedo kartografija, takrat moraš ti nastopiti. Drugače bo. Hvala lepa za to predstavitev. Najprej nekaj dolžnostnih besed, predvsem pa hvala vam, ker se mi zdi za Ljubljano neobičajno tolikšno število ljudi v predstavitvi pesniške zbirke. O romanih, prozi in tako dalje je nekaj drugega. Hvala tudi Celovški založbi, Mohorjeve družbe. Na Celovec in Koroško sem še posebej navezan. Po svojih službenih poteh, ker si omenila poti, sem že pred leti, ko sem bil še na Primorskem dnevniku, skoraj vsak teden obiskoval Celovec in se zaselke, potem se udeleževal stalno odbirskih pesniških srečanj na pobudo Valentina Polanška in Andreja Kokota in tako dalje, potem pa službene poti z Orfom, slovenskim oddelkom televizije in radija, kjer še vedno kraljuje Marjan Velik. Jaz sem to počel urednikovanje samo 10 let, on pa je vztraja najbrž še več, ne? Lepo naju veže tudi to, da so bila oba nogometaša. To so vse take poti, ampak ena dolžnostna zahvala, ki je več kot dolžnostna, mislim, da gre akademiku, sedaj nas je že zapustil, Borisu Paternuju. In še posebej sem mu hvaležen, kjerkoli je in me sliši, in ponosen tudi predvsem, da je to, kar je objavil kot sprednjo besedo in poklonil kot sprednjo besedo, njegov zadnji za življenja zapis, ki je prišel sedaj v javnost, za kar sem mu še posebej hvaležen, bil je tudi moj profesor, ampak to se ne nič zmanjšuje tega odnosa, ki ga je imel vse skozi do moje poezije. Poti so pač različne, veliko ne bi jaz razpredal, meni je zelo težko govoriti o sebi in iz neke subjektivnosti potem pripovedovati objektivno, predvsem o poeziji. Če gre za prozo, mi je veliko lažje, ker tam se zatečem lahko k nekim bolj konkretnim elementom oziroma zgodovinskim dejstvom. Govoriti o poeziji je zelo težko, ker ko jaz berem poezijo, jo doživljam na lasten način, ko vi ali kdorkoli bere poezijo, jo doživlja tudi na svoj poseben način in je vse zaman, da mu jaz pripovedujem kako in kaj. Je pa zanimivo, kar je tudi Nadja opazila, to mojo protitendenco.
Literarna zgodovina se največkrat ugotavlja pri pesnikih, da se iz neke širine, tudi formalne širine verza, s tekom let, v tako med narekovaji zrelosti, krčijo svoj izraz. Jaz, ki sem poln življenja, mislim še vedno, pa ga širim. Kot da bi bila ta ljubezen, te poti, to, kar obravnavam, neskončno, nima časa, niti minevanja in vedno traja. Tudi govoriti o ljubezni in o teh raznih poteh, tudi ciklusi so malce drugače narejeni. Navadno se naša življenjska pot začenja z nekim rojstvom, vztrajanjem in navadno, Janez, in odhodom. Jaz pa začenjam tudi tu drugače. Najprej odhod, nato prisotnost, potem prihod. Kot da je ta življenjska shema obrnjena na glavo in da človek živi, pač dokler ima voljo živeti in dokler ima voljo nekaj izpovedovati in ustvarjati. In še drugo, te poti, o teh poteh, kar jaz opazujem, danes je svet poln krikov, samih gesel, samih besed, ki niso več besede in pomenijo nekaj drugega od tistega, kar človek misli. Po mojem si domišljam, da so te pesmi neko vabilo k tišini, neki refleksiji o lepoti metafore, o lepoti čustva, ki se je zgubilo, o lepoti sobivanja. Ne samo partnerskega in erotičnega, ampak sobivanja s svetom, z družbo, z ljudmi, z vsem tistim, kar se dogaja, ne da bi pri tem izkazovali ali izražali kakršnekoli predsodke. Sprejemati življenje, kar nam daje, tudi kritično, tudi ironično, ampak globinsko resno. Resno, kar je to, kar nam je podarjeno, je vse skozi enkratno. In tudi ljubezen, mislim, da je enkratna, čeprav je pot do nje zelo težka, kdaj se prelomi, potem se nadaljuje, ampak bistvo vsaj mojega pisanja je iskanje, ne samo iskanje teh poti, ki se končujejo s prihodom, ne z odhodom, iskanje teh poti, ki niso samo poti osebnega iskanja, ampak splošnega. In če govorimo, sedaj bom malce združil tudi, kar je v mojih najnovejših prozah prisotno, da ni slepomišenja. Mi zgodovino vlečemo vedno za rokav, odvisno od ideoloških pogledov in ideologije, ki vsak nosi v sebi, še hujše od nekih strankarskih opredelitev. Ne, jaz mislim, da moramo zgodovino razrešiti vsega tega in ne gledati na njo, ne iz teh oportunističnih vidikov ali koristi, ampak pogledati tako. Ne vem, če lahko omenim. Mislim, da lahko. Zdaj, to je moj mesec, od danes naprej, ko začenjamo v Ljubljani. Zdaj bo kmalu, čez 14 dni, predstavitev tudi enega novega mojega romana, za katero so se tudi pri založbi ne zgrozili, ampak so jim ustale tudi tisti, ki nimajo več lasje, tematike, ki sem se je lotil in ki je prvič, da pojasnim, zakaj je ta objektivnost, in ki je prvič tudi obravnavana v slovenski književnosti, v italijanski je bila že kdaj, v slovenski pa nikoli, kot ni bila nikoli o požigu Narodnega doma, kar je tudi po svoje zanimivo, se loteva takih tematik, ki so zelo občutljive, in to je tematika in tudi naslov novega romana, več pa ne bom povedal o tem, je fojma. To je neka travma,
ne samo slovenskega naroda, ne samo italijanskega naroda, ne samo izseljencev ali pa ezolov, ne samo tistih, ki prebivamo na tistem obmejnem prostoru, ampak je travma prav paradigmatično, kako vsak vleče zgodovino za rokav. In jaz sem tega, upam, osvobodil in da poiščem, kar je značilno tudi za to poezijo, mojo, si domišljam spet, da poiščem predvsem tiste humanistične elemente, ki so v človeku. Da sprejme nase določene odgovornosti, da se z njimi sooča in da jih ne potem uokviri ali pa daje v to ideološke sfere, ideološke neprebojne kroge, ki ne vodijo nikamor. Skratka, odprt svet, kot je odprt svet ljubezni. Ljubezen ni samo pot, kot pravim, v dvojino, kakršnokoli dvojino, ampak je pot v filozofijo življenja, v lepoto bivanja. Ljubezen ne samo kot pravim združevanje dveh duš, ampak kot lepota bivanja. In zadnje čase sem v to lepoto bivanja čedalje bolj prepričan, da nas vsak dan in vsaka ura obdarja prav z ljubeznijo, če jo znamo potem sami vsrkati in sami podoživljati. Jaz ti predlagam, Marjo, da bi prebral. V nemščini ne, pa Dej ti v slovenščini, potem bo pa gospod Hanzi v nemščini. Res? Ja. Potem zaključimo. Kratko. Sedaj boste presenečeni. Boste presenečeni. Ko sem opisal slavistiko v Ljubljani, na Filozofski fakulteti sem imel še eno opcijo, da grem na igralsko akademijo. In to bom danes dokazal. Naslov pa je Pot do soline na vrhu gore. Izbrala je Nadja, njena odgovor. Prišla si iz vode, z besedo ognja, nizkim glasom, z nasmehom polnim beline. Prišla si iz vode in vršički borove sence so kapljali na tvoje noge. Gole. Vsa si bila taka, gola. Zvonjem po nedosegljivem. Se spomniš Avenide Corrientes v Buenos Airesu? Pozna jesen je bila. Na bližnji ulici bobni stavkajočih, piščalke, žvižgajoče strune, visoki decibeli. Pred banko vrsta ljudi, inflacija. Kljub temu so kupila empanadas. Za asado je bilo še prezgodaj. Ali El Beso, zvok in luči, tango, poljub, s prvimi koraki v objemu. Kako sem bil neroden, da ne rečem smešen, še za salido okoren. In Boka s svojimi barvami. Povsod Maurica, objemi, vroče, vroče, potem vino, potem tisto. Ko je veter zapel in so luči utihnile. In sedaj si prišla iz vode, z nasmehom na valu, s telesom, ki ga boža le morje. Poigravaš se s kamenčki in iščeš školjko, kjer so skrite vse gube ljubezni. Ozreš se čez ramo, vzadaj, kot da bi oplazila spomin, ki ti je pustil znak na koži. Gledam te. V zatemnitvi dneva si čarobna in tako te zaklenem v svoj molk. Reise zu den Salinen auf den Berggipfeln. Aus dem Wasser bist du gekommen mit feurigem Wort, mit einem weiß getränkten Lächeln. Aus dem Wasser bist du gekommen und die Schatten der Föhrenwipfel tropfen auf deine Beine, die nackten.
So warst du ganz nackt, mit dem Duft nach dem Unerreichbaren. Erinnerst du dich an die Avenida Corrientes in Buenos Aires? Es war Spätherbst. In einer nahen Gasse die Trommeln der Streikenden, Trillerpfeifen, pfeifende Saiten, viele Dezibel. Vor der Bank eine Menschenschlange, Inflation. Trotzdem kauften wir Empanadas. Für Asado war es noch zu früh. Oder El Beso, Lärm und Lichter, Tango, ein Kuss mit den ersten Schritten in die Umarmung. Wie ungeschickt ich doch war. Und Boca mit seinen Farben, Regenbogen überall, Umarmungen heiß, heiß. Dann der Wein, dann das eine, als der Wind zu singen begann und die Lichter verstummten. Und jetzt bist du aus dem Wasser gekommen, mit einem Lächeln am Wellenkamm, mit einem Körper, den nur das Meer streicht. Du spielst mit den Steinen, suchst eine Muschel, in der alle Fugen der Liebe geborgen sind. Du blickst über die Schulter, ins Hinten, als erhaschtest du die Erinnerung, die einmal auf deiner Haut zurückgelassen hat. Ich schaue dich an, in der Verdunkelung des Tages bist du zauberhaft, und so schließe ich dich in mein Schweigen ein. Hvala lepa, hvala obema, Mariju Čoku in Hanzi Filipiču. Prosim, če imate še kakšno vprašanje, ali pa lahko to prijetno srečanje tudi zaključimo. Mene samo še zanima, celovška Mohore, omenili ste zaradi Frankfurtskega sejma in Slovenije. Imate še kakšne podobne izdaje v načrtu zdaj? Ja, tu se prav brane se nekakšnih pogovori z nikoma, Gespräche mit niemandem, ki bo tudi ena pesem zdaj sprejeta v to antologijo, über den Wolken, nekaj takega je ime te antologije. Potem je Meta Kuša, potem Koširjeva, Manca Košir. Ja, in potem imamo seveda tudi okrog 80 takih prevodov v vseh teh letih smo naredili, to se pravi prevodov del slovenskih avtoric in avtorjev. Ampak že prej, smo tudi izdajali pač te nemške prevode, še prej, ko je pač še ni bilo jasno, da bo Slovenija v Frankfurtu. Za letos imamo, mislim, da 3 izdaje. Ena bo po moji oceni zelo zanimiva, in sicer bo to monografija Egona Pelikana o Tonetu Kralju, slikarju. Ja, na to se zelo veselim, da je zdaj v bistvu že vse prelomljena nared, in bo, mislim, da tudi tako v središču pozornosti v Frankfurtu, nekaj res nekaj izrednega, posebnega, tudi povezano s Primorsko. Tako da on je to zelo dobro Egon Pelikan razčlenil, in je tudi Tone Kralj izredna osebnost, ko je v bistvu te hudobne podobe, tako rekoč, pa posebej opisal kot tiste hudobneže tudi v križevih potih, oziroma nad slikami Mussolinija, Hitlera, tudi Tito je vmes. Tako da res to bo ena takih teh zadev, ki bo zelo zanimiva. Veliko del smo povedali tudi od Evalda Flisarja, zelo še Alica v Novi deželi prevedena tudi, oziroma je že prevedena, bomo letos tudi še izdali. Tako da je kar nekaj, in seveda bomo tudi prisotni v Frankfurtu. Kako točno še ne vemo, ampak mi smo vsako leto na skupni stojnici avstrijskega knjigotržstva prisotni, zdaj bomo pa najbolj tudi kje na stojnici Jak ali pa tam v paviljonu. Prosim. Pardon, vedno se kje oglasim. Dejstvo je, da po začetku se ta pesem večkrat postane bolj prozna. Zanima me pa kakšna pesem, ki se bolj poje. Skratka, ki ima še malo več melodije. Ta sama je bila izjemno lepa, ta začetek, pa konec, recimo, res takšen, ki te privzdigne. Ampak kaj pa ta zadeva, ta glasbenost v pesmi sami?
to bi moral povedati, prav kot ste povedali vi, ki berete, če občutite ali ne. Jaz potem ne vem, če mi uspeva ali ne uspeva, vedno iščem nek notranji ritem. Da pesem ne berem samo kot pesem, ampak tudi kot neko zvočno podobo samo nečesa, da izraža s svojim zvokom, ne z besedo. To očitno dosegam in ne dosegam. Nekje, kar je zelo težko, ampak to so moja prizadevanja. Drugo je tudi zanimivo vprašanje, da mi je pred leti še nek skladatelj, Ignacij Ota, je rekel, ja, jaz bi rad uglasbil tvojo poezijo, ampak je zelo težko. Niti ne vem, kaj je hotel s tem povedati, ampak rekel je, zelo težko uglasbim tvojo poezijo, ker ni preprosta. Je precej zavita, skrotovičena, večpomenska in za glasbo je to zelo težko, ker da mora biti veliko bolj neposredna, jasna in razpoznavna. Medtem ko tle v branju se še znajdemo, v drugem ali pa tretjem branju celo, ne v prvem, je zanimivo, da marsikdo boje, ja, prvo branje je, ko pa tretjič preberem to isto pesem, potem se mi odpre nek drugačen svet in mogoče tudi ta muzikaličnost, ki se jo na prvi pogled samo deloma dojema in deloma sliši. Ja, jaz mislim, če smem, da je to tudi odvisno od te velike razpetosti, ki je prisotna v poeziji Marija Čoka. To ne gre za neko nizanje, za neko doslednost, ker stalno se nekaj, so kot neki vrtinci, stalno se prije stalno do nekih preobratov, to ne gre za neko nizanje, nadaljevanje, ampak neko ustvarjanje napetosti in razpetosti. Zato verjetno ta ritem včasih pride do sprememb ritma v sami poeziji. Nekaj bom priznal, jaz sem kot iskanje grala je to, da sem obseden z nečim iz ostrih robov, disharmonije, disharmoničnosti, iz dna in višine in še sredine iskati neko harmonijo, povezati vse to v harmonično podobo. Mislim, da je skoraj da nemogoče, ampak pot je tista, da velja poskusiti ustvarjati neko harmonijo in v sebi in s tem mogoče in v sebi in s tem tudi prispevati k harmoniji v družbi. No, potem hvala lepa vsem, da ste prišli, Hanziju Filipiču, Mariju Čoku in vam seveda Matici za tole izredno gostoljubno prijateljstvo, ki nam ga izkazuje. Hvala lepa.